Lepo pozdravljeni na današnji slavnostni seji ob 90. obletnici obstoja in delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Globoko. Ponosni smo na ta jubilej in veseli, da ste nas počastili z obiskom. Pričeli smo jo seveda slovensko himno, ki nam jo je zapela Nika Čižmek, učenka 9. razreda osnovne šole Globoko. Spoštovane gasilke, gasilci, veteranke, veterani, mladinke, mladinci, pionirke, pionirji ter cenjeni gosti, prav lepo dobrodošli v naši družbi. Uvodoma naj pozdravim še župana občine Brežice Ivana Molana, Mihaela Boraniča, predsednika Gasilske zveze Brežice in člana upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, tajnika Gasilske zveze Brežice Branka Prosevca, poveljnika 4. sektorja Milana Goriška, predsednika sveta krajevne skupnosti Globoko in člana občinskega sveta Mihaela Petančiča, doktorico Stanko Preskar, članico občinskega sveta, predstavnike gasilskih društev 4. sektorja, Dečnega sela, Sromelj, Spodnje Pohance, Križ in Pišec, člane sveta krajevne skupnosti Globoko, predstavnike društev iz krajevne skupnosti Globoko, torej lovske družine, kulturnega društva, krajevne organizacije Rdečega križa, društva Harmonija, športnega društva, krajevne organizacije Društva izgnancev Slovenije Globoko Pišece, Združenja borcev za vrednote NOB, društva kmetic in predstavnike turističnega društva Globoko. Ter predstavnike medijev. Jubileji so vedno priložnost, da se ustavimo, si oddahnemo in se ozremo po prehojeni poti. Današnji dan je kot naročen, da se pove, kaj je bilo storjenega, koliko dobrega in tudi grenkega je bilo doživetega v teh 90 letih. Zahvala gre predvsem hrabrim ustanovnim članom, ki so prevzeli odgovorno breme za požarno varnost občanov, z ustanovitvijo takratne gasilske čete in nadalje vsem zagnanim članom, ki so vsa ta leta z ustvarjalnim delom skrbeli za organizacijsko stabilnost in operativno pripravljenost društva. Zahvala gre tudi tistim, ki jih danes žal ni več med nami, a bi bili gotovo ponosni nad skupnimi dosežki. Vsak član posebej je prispeval svoj kamenček v mozaiku, kateremu ponosno pravimo Prostovoljno gasilsko društvo Globoko. Preden nadaljujemo z našo slavnostno sejo, dovolite, da se z minuto molka spomnimo naših preminulih gasilskih tovarišev. Slava jim. K pozdravnemu nagovoru vabim predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Globoko, Cirila Flisa.
spoštovani gasilci, gasilke in cenjeni gosti. Letos praznuje naše društvo častljivih 90 let svojega delovanja. To je prelomnica, ko se spomnimo na minulo delo in kaj vse je bilo v tem času postorjenega. Posebej se spomnimo na gasilce, ki so bili ustanovitelji in trudili se, da njihovo začrtano pot nadaljujemo. Zahvala gre tistim, ki jih danes žal ni več med nami, a bili bi gotovo ponosni nad skupnimi dosežki. Vsak član posebej je prispeval svoj kamenček v mozaiku, v katerem ponosno rečemo prostovoljno gasilsko društvo Globoko. Ob teh glavnih menikih velja omeniti še to, da so se člani društva vsa leta udeleževali različnih izobraževanj, vaj in tekmovanj. S stalnim izobraževanjem in skrbjo za operativno pripravljenost so člani društva vedno izpolnili svojo nalogo, ko je bilo potrebno preskočiti drugim pomoč. V tem času je bil zgrajen gasilski dom in nabavljeno kar nekaj gasilske opreme. Za dobro upravljeno delo so odgovorne članice in člani društva, več čas pa nam ob strani stojijo tudi krajani, ki nas podpirajo. Posebna zahvala gre županu in krajevne skupnosti Globoko, osnovni šoli Globoko ter drugim društvom in organizacijam iz kraja za dobro sodelovanje. Pomembno pa je naše sodelovanje z Gasilsko zvezo Brežice, kateri delstvo smo in sodelujemo v društvi našega sektorja, s katerim sodelujemo tudi na operativnem področju. Veseli me, da ste vsi nocoj z nami, da proslavite ta naš pomemben dogodek. Želim, da bi se nocoj imeli lepo, obudili spomine na kakšen poseben dogodek in se družili pozad samima. Gasilski pozdrav na pomoč. Društva za nagovor. Vas, spoštovani obiskovalci, pa vabim k pregledu kronologije delovanja prostovoljnega gasilskega društva Globoko. Gasilka Tadeja nas bo popeljala skozi 90-letno zgodovino našega društva. Za začetek obrnimo čas v leto 1927 in spoznajmo čas ustanovitve društva in delovanja društva med in po drugi svetovni vojni. Tadeja, izvoli. V prvi polovici 20. stoletja je imelo Globoko precej drugačno podobo kot danes. Večina hiš je bila lesenih, prav tako gospodarska poslopja. Verjetnost požarov je bila zato toliko večja in osveščeni vaščani so začutili potrebo, da se organizirajo v boju proti tej naravni nadlogi. Kot začetek organiziranega gasilstva v Globokem štejemo leto 1927. Gasilsko društvo Globoko, takrat kot gasilska četa, je bilo ustanovljeno 11. maja 1927 pod Molanovo hruško pri takratnem gostilničarju Alojzu Molanu v Globokem. Četo so ustanovili mladi fantje in možje iz bivše občine Globoko iz dveh razlogov. Kot obrambo pred požari in kot obliko kulturnega delovanja. Na ustanovnem občnem zboru v mesecu juliju 1927 so izvolili prve organe društva oziroma čete, ki je na začetku štela 35 članov. Za predsednika je bil izvoljen Miroslav Pavlič, za tajnika Leopold Cvetko, poveljnika Jože Žgalin iz Piršenbrega, blagajniško poslovanje pa je prevzel Franc Živič. Gasilci so se takoj po ustanovitvi lotili resnega dela in julija 1927 na Jakobovo nedeljo organizirali prvo gasilsko prireditev. Društvo je bilo brez denarja, zato je bila odločitev za organizacijo gasilske prireditve nujna. Že naslednje leto so nabavili ročno brizgalno, katero so prevažali s konjsko vprego. Na pobudo predsednika Franca Antončiča so pričeli z načrti o izgradnji lastnih prostorov. Na občnem zboru 20. februarja 1937 je bil sprejet sklep, da se prične izgradnja gasilskega doma. Dom naj bi stal na križišču cest pri sedanji gostilni Urek. Denarja takrat ni bilo. Zaradi tega so si gasilci izposlovali posojilo
pri bivši hranilnici in posojilnici v Globokem. Občina Globoko pa prav tako ni imela lastnih prostorov. Zaradi tega se je takratni župan Ivan Urek z gasilci dogovoril o skupni izgradnji občinske stavbe in gasilskega doma. Gasilci so se s predlogom strinjali. Za postavitev skupne stavbe je bilo odkupljeno od Ivana Urek 30 arov zemljišča, katerega solastniki so bili gasilsko društvo in pa občina Globoko. Takoj spomladi leta 1938 so pričeli zgradnjo skupne stavbe. Nastopila je druga svetovna vojna. Društvo v času od 1941 do 1945 ni bilo aktivno. Po končani vojni so se prebivalci Globokega začeli vračati na svoje opustošene in prazne domove. Nekako konec leta 1945 so Franc Urek, Alojz Vogrin in Leopold Cvetko sklicali občni zbor društva, na katerega so bili povabljeni vsi člani. Na tem zboru so izvolili novo vodstvo društva. Iz statistike društvenega arhiva izhaja, da so člani gasilskega društva Globoko od leta 1927 do leta 1981 sodelovali na 39 intervencijah. Največ požarov je bilo leta 1941, ko so pogoreli 3 kozovci, gospodarsko poslopje in hiša. Na naše praznovanje 90. obletnice delovanja društva smo povabili tudi globoške osnovnošolce. Vsi vemo, da na mladih svet stoji in tako je tudi z gasilstvom. Human odnos do sočloveka, biti nesebičen pri pomoči nekomu v stiski, se prične gojiti že zelo zgodaj v otroštvu in mladosti. Pod mentorstvom učiteljic Melitev Gorevc in Erike Mak-Franetič so učenci 4. razreda pripravili nekaj glasbenih in recitacijskih nastopov. Pričnimo z avtorsko pesmico Alje Kranc, ki nam jo bo predstavila učenka Katja Plevnik. Alja Kranc, gasilci. Gasilec vsak na pomoč prihiti, kadar hiša zagori. V gasilskem avtu so že vsi, ko se sirena oglasi. Ko prispejo na zagorelo mesto, cel odbijajo čez cesto in požar pogasijo. Prebivalci hiš se veselijo, zato spoštujemo gasilce, ker vedno na pomoč prihitijo, ter vsako nesrečo stran odpodijo. Prostovoljno gasilsko društvo Globoko je skozi vsa leta delovanja postalo močno gibalo društvenega in družabnega življenja in eden močnejših subjektov krajevne skupnosti Globoko. Besedi vabim predsednika krajevne skupnosti Miho Petančiča. Spoštovane gasilke, gasilci in cenjeni gostje. Krajevna skupnost Globoko že vsa leta dobro sodeluje s prostovoljnim gasilskim društvom Globoko. Še posebej ponosni smo na uspešno upravljene skupne projekte in naloge. 90 let je doba, ko so tudi govori nekoliko daljši. Gasilci imate besedo prostovoljstvo že v imenu svojih društev in je velika vrednota. Potrjeno je načelo, da je to delo brez delovnega časa. Ogenj in voda sta že tisočletja spremljevalca človeka, ki sta ga obdržala pri življenju in mu kot vir energije pomagala pri nadaljnjem razvoju. Žal pa tako ogenj kot voda v sebi nosita tudi izjemno rušilno moč. Poznavanje preteklosti nam omogoča razumevanje sedanjosti in načrtovanje prihodnosti. Živimo v svetu, ki se še nikoli ni tako hitro vrtel in spreminjal. Dogodek na drugi strani sveta lahko spremeni tudi naše življenje. Zaradi česar je načrtovanje prihodnosti izjemno zahtevno in nepredvidljivo. V zadnjih desetletjih se je vloga gasilstva precej spremenila in pričakovati je, da se bo tudi trend še nadaljeval. Prihajajo nove grožnje, ki jih morda sploh ne poznamo, naloga vas gasilcev pa je, da se na nevarnosti pripravite in odzovete.
Pravijo ljubo doma, kdor ga ima. To gasilci prav gotovo dobro veste. Ko varujete naše domove, pa ne samo naše domove, varujete tudi naše življenja in skupno dobro. Gasilstvo je srčnost, je čustvenost. Gasilstva ni mogoče razložiti z racionalnostjo. Kajti gasilec je človek, ki bo šel v nevarnih primerih in v različnih pogojih, v ogenj, poplavo ali drugo nesrečo, za prijatelja ali pa občana ali občanko. Gasilstvo je plemenito poslanstvo in je način življenja. Člani prostovoljnega gasilskega društva globoko se tega še kako zavedate. Naj se društvo razvija, živi in krepi še naprej. Mi, kot krajevna skupnost Globoko, pa vam bomo pri tem pomagali. Ob visokem jubileju vam vsem gasilcem in gasilkam iskreno čestitam, obenem pa se zahvaljujem za vašo nesebično pomoč, ki ste jo storili za krajane v stiski in nesreči. Ter vam želim obilo zdravja in obilo osebne sreče, delovnih in tekmovalnih uspehov, ter da se bo klic sirene na pomoč čim manjkrat zaslišal. Ob tem podeljujem priznanje prostovoljnemu gasilskemu društvu Globoko. Prosim, predsednik. In svež veter delovanju društva štejemo 80. leta prejšnjega stoletja, ko je bila leta 1982 ustanovljena ženska desetina, ki je leto pozneje že tekmovala na občinskem tekmovanju v Skopicah. Istega leta, leta 1983, sta bili ustanovljeni tudi 2 desetini pionirji, ki sta se takoj po ustanovitvi že udeležili občinskega tekmovanja na planini nad Cerkljami. Za gasilsko društvo Globoko je vsekakor pomembno leto 1984, saj je bil v skladu z dogovorom med gasilskimi društvi Pišece, Večno selo, Sromlje, Spodnja Pohanca in Globoko prenesen sedež centra iz Spodnje Pohance v Globoko. To je bila za društvo velika nagrada in priznanje za dotedanje požrtvovalno delo na požarnem področju. Po drugi strani pa naložena velika obveznost in odgovornost. 15. septembra 1985 je društvo od samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požari in občinske gasilske zveze Brežice prevzelo v upravljanje in uporabo avtocisterno. Istega dne je bilo v Globokem tudi občinsko tekmovanje gasilskih enot, po tekmovanju pa je sledila še gasilska veselica. V marcu 1993 so ponovno stekli pogovori s krajevno skupnostjo glede preureditve gasilskega doma. Leta 1994 se je pričela adaptacija garaže. V tem letu so se nadaljevali pogovori in dogovori glede pridobitve nujno potrebnih prostorov za delovanje društva. Od krajevne skupnosti so bili v trajno last pridobljeni novi prostori in dodeljeno, da so uporabo zemljišče okoli doma. Po podpisu pogodbe so se pričele aktivnosti s pripravami na obnovo doma. Pri adaptaciji gasilskega doma je bilo upravljenih 2890 prostovoljnih delovnih ur. S svečano sejo 5. julija 1997 so se pričele slovesnosti ob praznovanju 70-letnice društva. Gasilski dom je zažarel v vsej svoji lepoti. Praznovanje 70-letnice prostovoljnega gasilskega društva Globoko se je zaključilo z otvoritvijo prenovljenega gasilskega doma in praznovanjem Dneva gasilcev in gasilk občine Brežice, ki je bil organiziran pri nas v Globokem 13. julija 1997. Leta 2002 je bilo nabavljeno orodno vozilo TAM 80. V letu 2004 je bila prekrita streha gasilskega doma, leto pozneje je bil za gasilskim domom postavljen nadstrešek za shranjevanje miz in ostalega inventarja. V gasilstvu se je pojavila potreba po uporabi računalnika.
Nabavljen je bil leta 2004, ko smo pričeli tudi z vodenjem elektronske matične evidence članstva v računalniškem programu Vulkan. Prav tako se je računalniško pričela voditi še evidenca o intervencijah v programu SPIN. V juniju 2007 smo se mladinci udeležili tabora gasilske mladine v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Mladi gasilci so s svojimi mentorji in ob druženju z ostalimi gasilci spoznavali ter osvajali nova gasilska znanja in si nabirali nove izkušnje. Leto 2007 pa je potekalo predvsem v znamenju praznovanja 80-letnice društva. Gasilsko društvo Globoko je v sodelovanju z Društvom likovnikov Brežice v mesecu maju organiziralo likovno kolonijo. Dela, ki so jih likovniki izdelali, so bila razstavljena na razstavi, katere otvoritev je bila 16. junija, hkrati s svečano sejo ob proslavi 80-letnice gasilskega društva Globoko. Na seji so bila podeljena priznanja in zahvale članom za dolgoletno delovanje v društvu. Praznovanje 80-letnice smo v društvu ponosno ovekovečili z novim gasilskim vozilom GVV-1, nabavljenim s sofinanciranjem Gasilske zveze Brežice. Vozilo nam še vedno dobro služi in omogoča prevoz nujne opreme na kraj nesreče, prevoz 7 gasilcev in prevoz 500 litrov vode. Ob slavnostnem praznovanju v letu 2007 smo strani Gasilske zveze Brežice prejeli plaketo za prispevek k razvoju požarnega varstva v občini Brežice. Se strani Gasilske zveze Slovenije pa odlikovanje za vestno in požrtvovalno delo v gasilski organizaciji. Ob občinskem prazniku občine Brežice pa smo prejeli tudi priznanje občine Brežice. To vse pa nazorno priča o pomenu prostovoljnega gasilstva v Globokem ter o našem požrtvovalnem, vestnem in uspešnem delovanju. Šola Globoko, glasbena šola, ste verjetno že slišali. Na šoli delujejo kar 3 zbori in 2 vrtcu, na leto imamo po 2 glasbeni prireditvi, učenci tudi individualno razvijajo petje in igranje na glasbila. V 4. razredu se je zbralo kar nekaj fantov, ki radi zaigrajo na harmoniko, na diatonično harmoniko. Tokrat so nam pripravili venček pesmic. Prva bosta nastopila Blaž Plevnik in nato še Marko Petan. Blaž, kar pridi.
Kaj še lahko povemo o delovanju gasilcev? V občini Brežice deluje znotraj Gasilske zveze Brežice kar 31 gasilskih društev. Področje gasilskega delovanja je široko in pridobivanje novega strokovnega znanja je stalnica v življenju društev. O tem, kako se s takšnimi izzivi soočajo naši občini, nam bo kaj več povedal Mihael Boranič, predsednik Gasilske zveze Brežice. Vabim ga k besedi. Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, cenjeni veterani, spoštovana gasilska mladina, spoštovano vodstvo domačega gasilskega društva, spoštovani gospod župan Ivan Molan, spoštovani poveljnik Gasilske zveze Brežice, tovariš Darko Leskovec, spoštovani tajnik Gasilske zveze Brežice, tovariš Branko Forcelj, cenjeni predsednik krajevne skupnosti Globoko in vsi današnji gosti, ki ste tu. Lep pozdrav namenjen tudi svetnici občinskih svetov in vsem današnjim prejemnikom priznanj in odlikovanj, ki boste kasneje prejeli. Iskrene čestitke ob 90-letnici vašega dela, pomembnega dela za razvoj gasilstva, za razvoj kraja in ne nazadnje tudi za varnost ljudi na tem koncu in na širšem območju. Spoštovana voditeljica je rekla, da Gasilski zvezi deluje 31 društev. Res je tako in vseh teh 31 društev prenaša pozdrave vaši današnji 90-letnici, željo po plodnem, uspešnem delu tudi prihodnje, obenem pa tudi o dobrem in kvalitetnem druženju na takšnih ali drugačnih prireditvah. Gasilstvo v Brežicah ima dolgo tradicijo. 62 let smo povezani Gasilsko zvezo Brežice, prej smo delovali v različnih okrajih. In vse to delo, ki ga nekako smo upravljali, nas je utrdilo in nas postavilo na zemljevid gasilstva v Sloveniji, pa tudi na širšem območju, tu, okoli občine Brežice, širše tudi v drugih delih bivše države Jugoslavije. Trudimo se v Gasilski zvezi Brežice, da nekako enakomerno se razvija gasilstvo v naši občini, saj smo nekako razdeljeni v 9 operativnih sektorjev in v teh sektorjih delujemo po načelu, kje je večja potreba, tam smo tudi mi. Opremljanje, ki ga nekako potrebujemo in katerega tudi izvajamo, pa tudi tu je bilo v vaši kroniki predstavljeno način nabavljanja tehnike in opreme, je nekako dogovorjen in teče. Lahko teče, lahko izvršujemo, ker imamo zelo dobrega sogovornika v občini Brežice, županom, člani občinskega sveta in z občinsko upravo. Da ni tega, vprašljivo bi bilo obstoj in delovanje našega dela gasilskega, katerega vsaki dan dopolnjujemo ali dopolnjuje družba z različnimi obvezami in nalogami, katere nam tudi nalaga in tudi daje. Temu smo kos, to lahko izvršujemo, kajti naše izobraževanje, naše tekmovanja so plod vsega tega, kar znamo in zmoremo. In ne nazadnje, skrb za najmlajše daje upati, da bo tudi gasilstvo prihodnje imelo svoje mesto tako v vašem kraju Globoko, občini Brežice in tudi na zemljevidu Republike Slovenije v prihodnosti. Veliko stvari je, ki smo jih gasilci postorili. Postorili bomo tudi v bodoče. Seveda o podpori spoštovanih krajanov, spoštovanih Lahčanov in vseh tistih, ki čutite ali čutijo potrebo o takšnem ali drugačnem delu. Današnji dan je pomemben za vas, za vaših 90 let. Pomemben pa je bil tudi za občino Brežice, saj smo današnji dnevi nekako poskušali predstaviti vse tiste sile, ki delujejo v občini Brežice na področju zaščite in reševanja v dopoldanskih urah. Veseli smo, da je tega toliko in da z dobrim koordiniranim delom bomo kos ali smo že kos takšnim in drugačnim intervencijam in nesrečam. Spoštovane članice, spoštovani člani Gasilskega društva Globoko, ogromno ste postorili za vas, za vaš kraj, za napredek, za razvoj, predvsem pa skrb za mladino. Želim pa tudi bodoče
bi bilo prav, da tako tudi ostane. Kajti kraj, ki je takšen kot Globoko, z določenimi vasmi, potrebuje močno in strokovno gasilsko organizacijo. To sigurno boste zmogli. Dobro sodelovanje z osnovno šolo, z ostalimi društvi je garant tudi temu. V imenu vseh gasilskih društev Gasilske zveze Brežice, v svojem imenu in pa v imenu organov Gasilske zveze Brežice vam iskreno čestitam, obenem pa zahvaljujem za vse tisto, kar ste postorili v dobrobit gasilstva, predvsem pa za dobrobit razvoj naše Gasilske zveze Brežice. Naj bo tudi tako v bodoče, naj naslednja desetletka bo plodna in nekako ob 100-letnici verjamem, da boste lahko predstavili še boljše in lepše rezultate. Današnji dan, čeprav 13. pa naj ostane v lepem spominu gasilkam, gasilcem Gasilskega društva Globoko. Na pomoč in hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Boraniču. Pred nami pa je podelitev priznanj. Za praznovanja, jubileje in obletnice velja, da se najzaslužnejšim podelijo priznanje in izrečejo zahvale oziroma izročijo darila. Ker društvo deluje na prostovoljnem delovanju, materialnih ali denarnih daril in nagrad ne bodo podeljevali. Gasilci svoje poslanstvo opravljamo prostovoljno, zato gre ob praznovanju 90-letnice prostovoljnega gasilskega društva Globoko zahvala slehernemu članu in članici, kajti vsak posameznik nesebično vlaga svoj osebni prispevek pri razvoju društva. Gasilsko društvo Globoko šteje danes 73 članov, članic, veteranov, veterank, mladincev, mladink, pionirjev in pionirk. Glede na statistiko, da v krajevni skupnosti Globoko danes živi okoli 1200 prebivalcev, predstavlja delež gasilcev v primerjavi z vsemi prebivalci le 6%. Zato se žal ne moremo pohvaliti številčnostjo članstva v primerjavi s sosednjimi gasilskimi društvi. Lahko pa se pohvalimo z našim aktivnim opravljanjem gasilskega poslanstva. Vabim predsednika Gasilske zveze Brežice Mihajla Boraniča in tajnika Branka Prosevca, da našim najmlajšim podelita mladinska priznanja. Najprej vabim pionirje, da pridejo bliže, nato pa še mladince. Pridite, karjačke, bližja. Gasilec medek, da te bo spremljal okrog, pa ne tako medek, ampak kot ena takšna močna žival, močni gasilec mora biti. Evo, čestitam. Tudi tebi. To je vedka, da ni jako, to je vedka, ne tudi tebi. Tudi tebi še. Naslednja priznanja so mladinska priznanja. Mladinke. Eto nas. No pa jih bom jaz prebrala. To so Gregor Cizelj, Jan Flis, Klemen Geršak, Lovro Kozole, Tilen Lekše, Matic Petančič, Jan Račič, Tim Račič, Maruša Rus, Jakob Štarkel, Gašper Žmavc, Timotej Rus in Žiga Petančič. Čestitam. Gregor Cizelj. Gasilska zveza Brežice na podlagi statuta Gasilske zveze Brežice podeljujejo mladinsko priznanje. Jan Flis.
Naslednji je Lovro Kozore. Tilen Lekše. Matic Petančič. Jan Račič. Tim Račič. Maruša Rus. Jakob Štakl. Gašper Šmalc. Timotej Timrus. Žiga Petančič. Predsednika Cirila Frisa in poveljnika Slavka Cizla naprošam, da podelita značke in priznanja za dolgoletno delo in plaketo gasilskega veterana. Simon Oborilc. Tadeja Oborilc. Timotej Stadima. Za 30 let aktivnega dela gasilske organizacije. Ana Tomovčević. Aktivno delo Andrej Rus. Za 50 let aktivnega dela v gasilski organizaciji še podarimo Cirili Frisi. Pa še to Anton Šuler, pa še tudi 50 let gasilstva. Za 70 let aktivnega dela gasilske organizacije Žlinko Slav.
dobitnikom iskrene čestitke. Značke za delo v operativi in napredovanja učine bosta podelila poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec in poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Globoko Slavko Cizelj. Na podlagi pravil gasilske službe in pravilnika o priznanju in odlikovanju po prostovoljnih gasilskih organizacijah podeljujemo priznanje in značko Mihajlu Totančiču za 10 let aktivnega dela na operativi. Prav tako za 10-letno upravljanje gasilske službe dobi priznanje Tomaž Slak. Za 20-letno aktivno operativno delo v gasilski organizaciji prejme priznanje Srečko službe. Za 30-letno aktivno delo v operativi prejme priznanje Jože Domoš. Prav tako za 30-letno aktivno delo v operativi prejme priznanje Franc Paviljan. Za 40-letno aktivno delo v operativi prejme priznanje Željko Kos. Na podlagi pravil gasilske službe, prostovoljnih gasilcev in sklepa poveljstva Gasilske zveze Brežice prejme napredovanje v čin gasilca prve stopnje Mihajl Totančič. Na podlagi pravil gasilske službe, prostovoljnih gasilcev in sklepa poveljstva Gasilske zveze Brežice prejme napredovanje v gasilec druge stopnje Tomaž Slak. Prav tako napredovanje v gasilec druge stopnje prejme Bojana Priska Arta. Čin gasilca druge stopnje napreduje tudi Bojan Grosevič. Še enkrat iskrene čestitke vsem dobitnikom. V kraju smo lahko veseli in ponosni, da imamo v svoji sredini ljudi, ki razvijajo tradicijo gasilstva v naši krajevni skupnosti. Lahko rečemo, da ga ne samo izvajajo, ampak tudi živijo. Hvala vam, saj tako gradimo naš vsak dan prijaznejši in lepši. In o tem govori naslednja pesem Nika Grafenavarja Roke. Oddeklamirali jo bosta učenki Katja in Eva. Kar pridita. Niko Grafenauer, roke, z leti odrastejo roke, še tako drobne ročice, takrat zapustijo otroke in gredo v različne poklice. Tako med njimi poznamo roke za prstne odtise, pa roke, ki z njimi
prečkamo lastne podpise. Roke za rokavice, ob različnih slovesnostih pa roko pravice, ki je brez njih. Roko, ki premostijo vsako težavo in roke, ki se držijo za glavo. Najnežnejše med rokami so roke za ljubkovanje. Pod njimi se tiho drami sreča in trepetanje. Potem so še druge roke, roke kvišku in roke pogube, rokovnjaške pa križem roke in roke za poljube. Roke, ki srečno živijo iz robusta in roke, ki si ne dovolijo nikoli dopusta. Roke, ki se jih držijo različne mazanije, pa roke, ki vse naredijo, da roka roko umije. Danes prostovoljno društvo Globoko šteje 73 aktivnih članov. V zadnjih 10 letih smo delovali po začrtanih programih, sprejetih na vsakoletnih občnih zborih, ki so organizirani v začetku leta. Namenjeni pa so tudi pregledu delovanja društva ter druženju in povezovanju aktivnih članov. Pohvalimo se lahko z uspešnim sodelovanjem z Gasilsko zvezo Brežice, Krajevno skupnostjo Globoko, Osnovno šolo Globoko, sosednjimi gasilskimi društvi 4. sektorja ter ostalimi društvi v krajevni skupnosti. V obdobju od leta 2008 do leta 2017 so bili operativni člani društva v povprečju udeleženi na 4 intervencijah letno, in sicer pri gašenju požarov, poplavah in ostalih naravnih nesrečah. Sodelovali so pri različnih tehničnih intervencijah ter pomagali pri varovanju in urejanju prometa ob različnih prireditvah v krajevni skupnosti. V letu 2016 so sodelovali tudi pri dogodkih povezanih z množičnimi migracijami. Operativni del gasilskega društva v okviru stalne fizične in psihične pripravljenosti na različne intervencije redno izvaja in se udeležuje različnih gasilskih vaj, izobraževanj in usposabljanj. Operativni člani vestno skrbijo, da je gasilska oprema redno vzdrževana in servisirana. Redno se pregledujejo tudi hidrantna omrežja po krajevni skupnosti Globoko. Vsako leto se v mesecu oktobru v okviru meseca požarne varnosti organizira sektorska gasilska vaja, na kateri sodelujejo vse operativne enote 4. sektorja, med njimi tudi prostovoljno gasilsko društvo Globoko. Naši operativci se redno udeležujejo tudi gasilskih vaj, ki jih organizira Gasilska zveza Brežice. V aprilu 2016 so tako sodelovali pri gasilski vaji Požar v naravi v Župelevcu ter v oktobru 2016 pri gasilski vaji v Slovenski vasi. Izpostaviti želimo tudi izjemno uspešno sodelovanje z Osnovno šolo Globoko. Vsako leto v mesecu maju oziroma v mesecu oktobru organiziramo dan odprtih vrat, v okviru katerega otrokom iz vrtca in osnovne šole pokažemo gasilsko vozilo in gasilsko opremo ter predstavimo delovanje gasilskega društva. Na takšen način izrazimo tudi pomen in potrebo vključevanja mladine v društvo. V društvu se namreč še predobro zavedamo, da brez pomladka ni prihodnosti prostovoljnega gasilstva v Globokem. Naše pionirje in mladince aktivno vključujemo v delo društva. Udeležujejo se gasilskih vaj in gasilskih tekmovanj, pomagajo tudi pri različnih gasilskih aktivnostih. Vsako leto naša gasilska mladina izpelje tudi svoj zbor mladine s strokovno ekskurzijo ali strokovnim predavanjem in zaključnim druženjem. Ob tem pa moramo izpostaviti leto 2010 in tekmovanje v gasilskem kvizu 4. sektorja, ki smo ga gostili v Globokem. Naši pripravniki so se z odličnim rezultatom uvrstili na občinsko tekmovanje, ki je potekalo v Brežicah, kjer so dosegli prvo mesto in tisto leto postali občinski prvaki. Vestno skrbimo za svoje prostore in okolico doma. Tako smo leta 2012 zamenjali del dotrajanega gasilskega orodja in nabavili nekaj nove gasilske opreme. Obnovili smo fasado in popravili streho na gasilskem domu.
V letošnjem letu pa smo se lotili temeljite obnove operativnih prostorov in garaže. Člani gasilskega društva se redno udeležujemo prireditev in proslav ob praznovanjih Gasilske zveze Brežice in sosednjih gasilskih društev 4. sektorja. V sodelovanju s krajevno skupnostjo Globoko, turističnim društvom in ostalimi društvi v kraju, člani gasilskega društva aktivno delujemo in se povezujemo na lokalni ravni, kar je za tako majhen kraj, kot je Globoko, izjemno pomembno. Tradicionalno vsako leto v središču Globokega pri gasilskem domu ob praznovanju 1. maja postavimo mlaj in pripravimo družabno srečanje. Od leta 2006 smo soorganizatorji pohoda Spoznajmo svojo krajevno skupnost v počastitev krajevnega praznika. Sodelujemo pri vsakoletni spomladanski čistilni akciji, ki poteka na območju krajevne skupnosti Globoko. Udeležujemo pa se tudi vsakoletnega kulinaričnega srečanja. V sodelovanju s turističnim društvom Globoko od leta 2015 dalje za člane obeh društev vsako leto organiziramo strokovno ekskurzijo po Sloveniji, kjer si ogledamo kakšno izmed turističnih zanimivosti in obiščemo gasilsko društvo. Tradicionalno s prostovoljnim gasilskim društvom Pišece v maju organiziramo Florjanovo mašo v počastitev zavetnika gasilcev svetega Florjana, ki pa se vedno konča tudi s prijetnim druženjem. To je bilo le nekaj na kratko o zgodovini našega društva. Vse o nas in dogodkih ter zanimivostih povezanih s prostovoljnim gasilskim društvom Globoko, od ustanovitve društva pa do danes si boste lahko prebrali v brošuri, ki bo izdana konec letošnjega leta. V počastitev 90-letnice gasilstva v Globokem. Ponovno pa prisluhnimo harmoniki, zaigral nam bo David Vegel.
smo že veliko lepih besed in misli. V naši sredini pa je tudi župan občine Brežice in besedo predajam gospodu Ivanu Molanu. Spoštovane gasilke in gasilci, spoštovani slavljenci, cenjeni gostje, prav srčen pozdrav seveda tudi v imenu občine Brežice in pa v mojem imenu. Na začetku seveda čestitke za 90 let vašega delovanja, kajti to so leta, ki so res častitljiva in seveda ste lahko ponosni na vse to, kar ste naredili. Gasilstvo je eno od panog, ki ima najdaljšo tradicijo. Seveda to kaže na to, da je gasilstvo cenjeno, plemenita dejavnost in pa seveda tudi na to, da gasilstvo je dejavnost, ki je potrebna v svojem kraju, katero ljudje tudi sprijemajo in tudi rabijo. Na začetku, kot smo slišali, so verjetno gasilska društva predvsem začeli ustanavljati zato, da bi se zaščitili pred požari, kajti takrat so bili več ali manj objekti leseni, zelo hitro se je prišlo do požarov in seveda to je bil eden od razlogov. Prav tako sem prepričan, da je bil tudi razlog, da so se gasilska društva začela ustanavljati tudi to, da so se ljudje družili, povezovali in seveda s tem tudi nekako krajšali svoje večere, kajti takrat ni bilo možnosti takšnih, kot je danes, od teh modernih medijev do marsikaj drugega in gasilci so že takrat tisti, ki so seveda povezovali, imeli različne igre in pa seveda tudi druženja. In tudi danes vidimo, da je še vedno zelo pomembno gasilsko društvo v svojem kraju, kajti še vedno so gasilci tisti, ki predvsem nekako povezujejo, razvijajo in v kraju, kjer je gasilstvo razvito, se tudi hitreje razvijajo, so bolj urejeni. Kot smo slišali, v občini Brežice imamo veliko društev, ki delujejo v svojih krajih in seveda, ki upravljajo poleg tega, kot sem že prej govoril, tudi povezovanja, zelo pomembno nalogo. To je naloga zaščite in pa reševanja, predvsem zaščite na požarne varnosti in seveda to nekako tudi je osnovna naloga. Res pa je, da v zadnjih časih so vse bolj pogoste naloge, ki jih gasilci dobivate in tudi vse bolj kompleksne. Včasih smo seveda nekako bili več ali manj gasili lesene objekte, požare v naravi ali kaj podobnega. Danes pa so vse te požari bistveno bolj tehnično zahtevni, prav tako pa tudi intervencije in zato je seveda zelo pomembno, da imamo danes gasilce, ki so usposobljeni, ki imajo kvalitetno zaščitno opremo in pa seveda tudi, ki imajo tudi vse druge stvari, ki so potrebne. Zato seveda v občini Brežice se močno zavzemamo, da skupaj z Gasilsko zvezo, ki smo slišali že 62 let povezuje vsa društva, organiziramo najprej izobraževanja, zagotavljamo seveda tisto nujno potrebno zaščitno opremo, ki jo rabite pri svojem delu, prav tako pa seveda tudi nabavljamo tehnično opremo, ki je izjemno zahtevna, seveda pa tudi izjemno finančno draga. Mi smo že pred leti sprejeli neki dolgoročni načrt opremljanja gasilskih društev in seveda ta gasilska društva opremljamo v skladu z tem načrtom že kar nekaj let in jaz upam, da bomo na koncu tudi uspeli dokončati ta cilj. Seveda pa treba poudariti, da tudi v občinah se nam v zadnjih letih dogajajo kar precej neprijetne stvari. Mislim, da prav, da povemo, da od leta 2013 so nam vse vlade do zdaj zmanjšale stroške oziroma prihodke za 30%, po drugi strani se nam povečujejo stroške. Seveda to je potem včasih zelo težko izpolniti in pa zagotoviti vse potrebe in pa seveda tudi vse tisto, kar je potrebno. Kajti nalog občina ima veliko in seveda vedno je potrebno pri proračunu najti kompromis. Vendar do sedaj moram reči, da je še vedno se našlo denar za gasilstve in enostavno tudi v letošnjem letu ostajamo na ravni iz prejšnjih let, kar pomeni, da na tem področju se niso sredstva zmešavala. Treba pa seveda povedati, da ta sredstva, ki jih gasilci dobite, niso sredstva podarjena, ampak so dejansko sredstva dane za tisto, za kar je potrebno, kajti to je na nek način včasih rečemo kredit, ki ga vi vračate potem pri zaščiti in pa seveda reševanju.
In zato seveda se mi vidi zelo pomembno, da gasilci nadaljujete, da se izobražujete, da ste pripravljeni, kajti le na tak način seveda potem tudi lahko na koncu se ta sredstva, vsa oprema in pa tehnika upraviči. Kajti nesmiselno bi bilo seveda nabavljati tehniko, če potem ne bi imeli gasilcev, ne bi imeli ljudi, ki bi jo upravljali oziroma če bi prišlo do požara, ki jo ne bi mogli celo izvoziti. Zato se mi je zelo pomembno, da nadaljujete z svojim delom, da vključujete mlade, da imate čim več mlajših od pionirčkov, mladincev in vseh drugih, da se operativne skupine jačajo in seveda, da z skupnimi močmi seveda naredimo vse, da bodo naši občani zavarovani. Zato, spoštovani gasilci, jaz vam seveda najprej izrekam vso zahvalo za vse, kar naredite, za dobrobit naših ljudi. Slavljencem seveda čestitam za njihovi 90 let, za vse uspehe, ki ste naredili in seveda naj bo ta 90-letnica samo ena od prelomnic v vaši dolgi zgodovini in naj bo to seveda spet spodbuda, da greste do novo desetletje proti 100, še bolj zagnani, bolj seveda spolni volje in iniciative. Kot smo že slišali, ste že sprijeli kot gasilsko društvo kar precej priznanj, tudi občinskih in pa vsega ostalega. In edino, kar je priznanje, je seveda plaketa, ki jo lahko vsakih 10 let ponovno damo. Mislim, da je danes priložnost od vaših 90 letih, da ponovno damo plaketo občine Brežice, kajti seveda gasilci ste tisti, ki si je zaslužite in kot sem rekel, naj bo to predvsem spodbuda za naprej in prosim predsednika, da prejme plaketo občine Brežice, ki je seveda priznanje vsem vam in želim vam vsem lep dan in mislim, da prav, da vas tudi jaz pozdravim z gasilskim pozdravom na pomoč. Hvala gospodu Ivanu Mulanu za besedo. Ponovno vabim, da se mi pridružita predsednik Gasilske zveze Brežice Mihael Boranič in poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec, da podelita priznanja Gasilske zveze 3., 2. in 1. stopnje. Spoštovani prijemniki, spoštovani vsi skupaj, na predlog Gasilskega društva Globoko in po sklepu Komisije za priznanja in odlikovanja pri Gasilski zvezi Brežice na podlagi statuta Gasilske zveze Brežice podeljujemo priznanje Gasilske zveze 3. stopnje za uspešno in prežekovalno delo Srečku Cizlju. Prav tako priznanje Gasilske zveze 3. stopnje prejme Robert Flis. Priznanje 3. stopnje prejme tudi Jure Preskar. Priznanje 3. stopnje Gasilske zveze Brežice prejme Andrej Rus. Priznanje 3. stopnje prejme tudi Tomaž Slak. In pa priznanje 3. stopnje prejme Ivan Šuler. Malo počemo, ne pa za odlikovanje.
Na podlagi statuta Gasilske zveze Brežice Gasilska zveza podeljuje pa že malo bogatejše priznanje, gasilsko priznanje druge stopnje za spoštovanje in uspešno delo Anici Novoselovič. Priznanje druge stopnje Gasilske zveze Brežice prejme Peter Pajdaš. Priznanje druge stopnje Gasilske zveze Brežice prejme Franc Pavlija. Priznanje Gasilske zveze druge stopnje prejme Mihajl Petanjič. Priznanje Gasilske zveze druge stopnje prejme Alojz Preska. Priznanje druge stopnje prejme Dvojšica Irena Preska. In pa priznanje druge stopnje prejme tudi Anton Galin. Prav tako na podlagi statuta Gasilske zveze Brežice priznanje za požrtvovanje in uspešno delo Gasilske zveze Brežice prve stopnje prejme Slavko Cizelj. Priznanje prve stopnje prejme Božena Flis. Priznanje Gasilske zveze Brežice prve stopnje prejme Kristina Kos. In pa priznanje Gasilske zveze Brežice prve stopnje prejme Ludvik Sota.
tisti glavno doma. Iskrene čestitke. Ponovno pa prisluhnimo glasu naše učenke Nike Čižmek. Vabim jo, da pride bližje. Vsak se komu dar rodi, srečo ga mladost obsije, a pride čas, nasmeh se pogrni, upanje za hip mu skrije, leto vikaj je to življenje, sreča, ki zdrži trpljenje, drug drugega v oči poglejmo, ker lahko nas jutri več ne bo. Vsi ljudje hitimo le, kot da se več ne poznamo, radi imeli prav vse, kar je, a prazni nas vse to, kar imamo. Leto vikaj je to življenje, sreča, ki zdrži trpljenje, drug drugega v oči poglejmo, ker lahko nas jutri več ne bo. Drug drugega v oči poglejmo, ker lahko nas jutri več ne bo. Sledi podelitev državnih gasilskih odlikovanj, ki jih bo v imenu Gasilske zveze Slovenije podelil član upravnega odbora Mihajl Boranič. Za gasilsko odlikovanje druge stopnje je bil predlagan gasilec Ivan Šuler, ki ga žal ni več med nami. Zato prosim pokojnikovo ženo, da prevzame odlikovanje.
Gasilska zveza Slovenije na podlagi 24. člena statuta Gasilske zveze Slovenije podeljuje gasilsko odlikovanje druge stopnje tovarišici Darinki Pajdaš. Prav tako gasilsko odlikovanje druge stopnje Gasilske zveze Slovenije prejme Vinko Slak. Hvala, vse upravljeno, pa vam bilo zdravja, pa pet minut. In tudi gasilsko odlikovanje Gasilske zveze Slovenije druge stopnje prejme Anton Prestar. Tudi Gasilska zveza Slovenije na podlagi 24. člena statuta podeljuje gasilsko odlikovanje prve stopnje, najvišje priznanje vašemu članu, tovarišu Cirilu Kris. Gasilsko odlikovanje prve stopnje prejme tudi Martina Živič. Na koncu spoštovani zbrani, kot je že vaša spoštovana voditeljica omenila, da v imenu Gasilske zveze Slovenije članu upravnega odbora podeljuje ta priznanja, tako tudi prenašam iskrene čestitke vodstva Gasilske zveze Slovenije, tako predsednika tovariša Joška, kot poveljnika tovariša Petka, o vaši 90-letnici željo po sodelovanju, po uspešnem delu tudi prihodnje in pa seveda veliko zahvalo za vse, kar ste postorili v 90 letih. Verjamem, da bo priložnost tudi po letnici, ko vam bojo podelili najvišje priznanje za posebno zasluge. Zato prosim, spoštovani predsednik, na podlagi 24. člena Gasilska zveza Slovenije podeljuje gasilsko odlikovanje plamenicu prve stopnje prostovoljnemu gasilskemu službi.
prejemnikom odlikovanj iskreno čestitamo. Vemo in zavedamo se, da nismo najboljši in najpomembnejši. Smo pa tisti, ki nam je skupno pomagati ob nesrečah, reševati ljudi in premoženje. Za nami so lepi in žalostni trenutki, predvsem pa veliko odrekanja in prostovoljnega dela. Dom je tisto, kar vsakemu izmed nas pomeni največ. Kako živijo naše hiše, bomo slišali še eni pesmici Daneta Zajca, Hiša. Zajc, hiša. Kadar hiša zaspi, se pokrije streho, da ji ne dežuje v oči, da se ji utrinki z neba ne smetijo v usta, če v spanju z okni zja. Hiša sanja, da otroci v rokah držijo žive medvedke, zaresne lokomotive, pa tigre in leve žive. Takrat spi nemirno in loputa z vrati. Časi sanja dolge hišaste pripovedke. Takrat spi dolgo in zjutraj noči ostati. O polnoči se včasih hiša zbudi. Zbudi se, ker misli, da jo je v peto ugriznil zmaj, pa hitro zaspi nazaj. Se vidi, črni muc v kleti, samo črni muc v kleti. Seliš pa s prešenim petjem, ko se odpravlja k beli mucki na čaj. Kadar hiša spi, diha z zavesami. Napenja jih prepihu, zelo rahlo, zelo tiho. Preostane nam še ena prijetna dolžnost, da se ob jubileju zahvalimo vsem, ki nam stojite ob strani in ste nam omogočili, da smo danes to, kar smo. Zahvale za medsebojno sodelovanje in prispevek k razvoju gasilstva v Globokem bosta podelila predsednik Ciril Flis in poveljnik Slavko Cizelj. Zahvalo dajemo gasilski zvezi Brežice. Spoštovani, tudi Gasilska zveza Brežice, ker prej bo je podeljevanje pomembnih izdelovanj, daje pa pomembne spoštovanje naše gasilske zveze Brežice, našo paketo, kjer z veseljem delujemo v vašem projektu v Brežici in prav je, da ostane vaša vitrina kot spomin na današnji dan, ki ga boste verjetno v najlepšem in najlepšem. To nekako z veseljem izročamo spovednikom tole priznanje vašem društvu in predsednik iskrene čestitke, da smo bili cvetnici v imenu Zahvalo dajem občini Brežice in gospodinu županu. Krajevne skupnosti Globoko. PDD smo
podeljujem mesto Penje Dekonijo. Tudi v imenu Prvega knjiža smo bili prenesljeno malenkost za vašo vitrino na naše sodelovanje, ki smo tudi v vašem zvodu in naši zdaj zdaj službe, pa nisem začel nekaj naprej. Hvala lepa. Zahvalo, mesto podeljujem Penje Dekonijo. Spoštovani gospodi gasilci, gasilke, seveda za vami je lepa obletnica 90 let prehojene gasilske poti, ki je spalno vodstvo upacov veliko dobrega, tudi manjšega skladega. Sincere čestitke v tej priložnosti za naše sodelovanje, kakšno sodelovanje ste občeli v vseh prihodnjih let, naslednjih 20 let, ne znam, Prav tako v imenu tudi Vetrovnja, Zeka, Malj Larice, za spomiti in za dobro sodelovanje. Hvala lepa. Hvala, podeljujemo osnovni šole Ljubov. In še veliko volje in energije naprej. Zahvalno podeljujemo lovski družini Ljubov. Iskrene čestitke tudi v imenu lovske družine Ljubovko. Zdaj, vrsto let uspešno sodelujemo, jaz mislim, da bo to tako sodoče. Hvala lepa.
Zahvala kulturnemu društvu Globoko. Jaz že te prilike čestital vam na vaš muzej in vam rekom še naprej kraj, da tako naprej proti sladkima. Hvala lepa. Krajevna organizacija Rdečega križa Pomorja. Društvo Harmonija Globoko. Gospodine, ne želim, ampak bom lepo besedo, srečno, uspešno. Športno društvo Globoko. Zahvala Mladince Globoko. Zahvala Zveza gorcev na ovom sistemu. Imeno predsednika vas prav prijazno pozdravljam, vam čestitam in v njegovem imenu in imenu seveda predsede, torej vseh, ki smo pripadniki te zgodbe, ki pravimo zgodbe preteklosti, vam želimo, da kreiramo tudi zgodbe prihodnosti. Srečno. Društvo Kmečic Globoko, zahvala. Turistično društvo Globoko. V imenu turističnega društva Globoko se vam lepo zahvaljujem, za vse dobro, želimo vam še naprej veliko uspehov in čim manj turizem v razmer.